V domžalskem športnem parku je potekal dvoboj med zadnje in prvo uvrščeno ekipo prve lige. Radomlje so pričakale ekipo Maribora. Letošnja prva tekma, tu se je končala neodločeno brez golov 0-0, tokrat pa je Maribor želel 3 točke, tole je že prva priložnost za vijoličaste. Zahovič je streljal nekoliko mimo vrat. 11. minuta in prvi gol za vijoličaste, najvišje je skočil Zahovič, ki je premagal Andriča za 0-1. Izjemno lep zaključek Zahoviča za prednost Maribora. V 15. minuti že nova akcija vijoličastih, to je bila lepa kombinacija. Andija je podal na levo, kjer je bil Volaš, predložek pred vrata pa je v gol spremenil Tavares in zadev za 0-2. To je bil še 14. gol Tavaresa v mariborskem dresu, s tem se je tudi utrdil na prvem mestu lestvice strelcev. Maribor je bil nevarnejši, še ena kombinacija vijoličastih, podal je Volaš, Viler pa je bil na pravem mestu in s tem le izjemno lepim strelom z volejem premagal Andriča za povišanje prednosti na kar 0-3 že v 26. minuti. Zadnja akcija prvega polčasa pa je pripadla nogometašem domačega moštva, to je bila priložnost za Balkovca, nekoliko je zgrešil vrata, po lepem preigravanju si je priboril žogo in takole streljal zgrešil vrata Handanoviča. Tudi drugi polčas je bil precej živahen in poln priložnosti, najprej lepo preigravanje Zahoviča, ki je našel Volaša, ki je streljal visoko čez gol. Nov prosti udarec za Maribor, Vršič je meril, žoga se je odbila od živega zidu, ampak na pravem mestu je bil Andrič. Potem pa tudi akcija za Radomlje, izjemno lepa žoga Tejinoviča proti Goranu Vuku, ki je premagal Handanoviča za častni gol Radomelj. 1-3 je bilo v domžalskem športnem parku. Sam pred vrati je bil Vuk, ki tokrat težav z realizacijo ni imel. Nova kombinacija za mariborske nogometaše, sam pred vrati je bil Tavares, ki je bil v izjemni priložnosti, Andrič pa je njegov strel obranil in pravočasno zapustil svoja vrata. Po podaji Mejača je bil nekoliko prekratek Zahovič, ki je za las zgrešil gol Andriča, in potem še ena čudovita akcija Maribora. Tavares je podal proti Zahoviču, nesebično za Volaša, ki je brez težav žogo potisnil prazno mrežo in povišal na 4-1. Maribor je vodil in s tem tudi potrdil svojo zmago. Tole je bil še en zadetek za Daliborja Volaša v mariborskem dresu. No, napad za državne prvake, prodrl je Salalih, našel Zahoviča, ki je bil sam pred vrati in streljal, odbito žogo pa je v mrežo pospravil kapetan moštva Tavares in zabil še 15. gol v letošnji sezoni. Hkrati je bil to še 100. gol Tavaresa v prvi ligi in izjemen dosežek za kapetana Maribora. Tudi Radomlje v zaključku tekme v priložnosti, Đurković je bil sam pred vrati, a pravočasno je gol zapustil Handanovič, potem pa še sodniški podaljšek in še ena lepa podaja Salaliha proti Volašu, ki je zabil še 6. gol za Maribor in katastrofa Radomelj pred domačimi navijači. Na koncu 6 golov v mreži Andriča, 1 v mreži Maribora in visoka zmaga vodilne ekipe na lestvici, ki ima zdaj 7 točk prednosti pred nogometaši Domžal. Mi smo pričakovali, da bo Maribor normalno po tem, kar se mu je dogajalo v zadnjih dobrem tednu dni. Mi bi morali biti seveda v čim boljšem, optimalnem predstavo pokazati. Na drugi strani Maribor, da ni na najboljši ravni, ampak videlo se je, da je Maribor tako izkoristil iz dejansko 3 pravih situacij, iz 3 strelov prvih zadev 3-krat in dejansko pripeljal tekmo za njega v mirne vode. Pričakovano se strinjam, ampak da je bilo pa lahko pa niti podrazno, če bi se malo bili prevzetni in tekmo vzeli z levo roko, niti podrazno se ne bi zgodilo to, kaj se je zgodilo. Pomeni, da smo bili skoncentrirani, tako vsako tekmo jemljemo, tekmo po tekmo, tako sem že vedno rekel, gremo svojo pot in danes je bil odraz naše prisotnosti, naše kvalitete, ki jo imamo in vsekakor nekako
se nam je danes odprlo tudi v fazi napada.